Živijo, jaz sem Ema in skupaj z Ano sva kot dijakinji gimnazije Poljane udeleženki strokovne ekskurzije v Münchnu. Trenutno se nahajava v največjem tehničkem muzeju v Nemčiji, ki je med drugim eden izmed največjih muzejev na svetu. Posebej nas zanima oddelek za farmacijo, zato vam bomo predstavili del razstave, ki se posveča predvsem pljučem in astmi. Ko dihamo, uporabljamo kisik, ki ga naše celice potrebujejo za delovanje. Nastaja CO2, ki ga potem izdihamo. Zrak vstopi v pljuča, ki se potem razvejejo v bronhije in nato še v manjše bronhiole. Zrak na koncu doseže posebne alveole, ki jih obkrožajo drobne kapilare. Alveole imajo zelo tanko steno, ki omogoča lažji prehod plinov med krvjo in samim zrakom v alveolah. Alveole imajo zelo tanko steno, zato da lahko lažje izmenjujejo pline s krvjo. Kisik preide v kri, ogljikov dioksid iz krvi pa preide v zrak v alveolah. Odrasel človek ima približno 300 milijonov alveol, ki imajo skupno površino od 80 do 120 kvadratnih metrov, kar je primerljivo z velikostjo teniškega igrišča. Astma je najpogostejša kronična bolezen med otroki in mladostniki, za njo boli kar 1 od 10. Tipični sindromi astme so napadi oteženega dihanja ali astmatični napadi. Takšni napadi so lahko tudi smrtno nevarni. Do oteženega dihanja pride, ker so dihalne poti močno zožene. Nepričakovana omejenost razpoložljive količine zraka lahko zelo strašljiva izkušnja. Če bi se zdrav človek hotel poistovetiti z astmatikom, bi to lahko naredil tako, da bi si zamašil nos in dihal samo preko slamice. Moramo pa se zavedati, da se tega občutka astmatik med napadom ne more tako preprosto znebiti, kot bi se ga lahko. Težava pri zoženih dihalnih poteh ni toliko v vdihovanju, kot je v dejstvu, da je pri izdihovanju veliko težje prisiliti zrak ven iz pljuč.